Ženska, ki jo vidite tukaj, mama, nekdo, ki je delaven, ki je opravljal več služb, da je preživela, je mrtva. In moški, ki naj bi bil odgovoren, če bo spoznan za krivega, bi lahko bil označen za pravo pošast. Oblasti pravijo, da je ta moški mučil to žensko več ur v svojem domu zunaj Chicaga v napadu, ki naj bi bil celo posnet. In zdaj izvemo, da to ni bilo prvič letos, ko naj bi ta domnevni morilec poškodoval to žrtev. To je On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Hej prijatelji, samo na hitro, preden začnemo s to epizodo On the Case, vam lahko to zgodbo predstavimo zaradi našega partnerja Morgan & Morgan. Obstaja razlog, zakaj je On the Case ena izmed najboljših oddaj o resničnem kriminalu na YouTubu. Tako kot obstaja razlog, zakaj je Morgan & Morgan že več kot 35 let največja ameriška odvetniška družba za odškodninsko pravo. Borijo se za ljudi in so za svoje stranke izterjali več kot 30 milijard dolarjev. Dokaz je v njihovih dosežkih. Z več kot 1000 odvetniki v 100 pisarnah po vsej državi je Morgan & Morgan kot da najamete vojsko, ki se bo borila za vas. Ekipo, ki se bo borila, da bi njihove stranke dobile odškodnino, ki si jo zaslužijo. Vse odvetniške pisarne niso enake. Če najamete napačno, ste lahko poraženi, še preden sploh začnete. Če se vam kdaj zgodi poškodba, lahko preverite Morgan & Morgan. Njihova provizija pa je brezplačna, razen če zmagate. Za več informacij lahko obiščete forthepeople.com/OTC. Lahko kliknete spodnjo povezavo ali skenirate QR kodo na vašem zaslonu. Preden začnemo, vam želim dati resno vsebinsko opozorilo glede te zgodbe. O tem je izjemno težko govoriti in to, česar je osumljenec obtožen, je naravnost grozljivo. In zdi se, da je tole zadnje domnevno nasilno dejanje tega osumljenca, vendar je tokratno dejanje vzelo življenje nekomu, ki je bil resnično ljubljen. Preden se pogovorimo o grozljivih podrobnostih te zgodbe, želim spregovoriti o žrtvi. Njeno ime je bilo Catherine Torbick. Vemo, da je delala v Centru estetske medicine v okolici Chicaga. Njeni sodelavci so na družbenih omrežjih objavili ta poklon, ko je novica o njeni smrti postala javna. Deloma je pisalo: v kratkem času, ko je bila z nami, je postala del našega sestrstva. V naše delovno okolje je prinesla toplino, energijo in iskreno skrb. Rada je bila del te ekipe in tudi mi smo jo imeli radi tukaj. Naredila je vtis, ki ga ne bodo pozabili ne stranke, ne sodelavci. To so njeni sodelavci zapisali na Facebooku. In po poročanju CBS Chicago, Catherine za seboj pušča 12-letnega sina. Prav tako pravijo, da je opravljala več služb, da je lahko preživela. Preživela je tudi domnevno nasilje v družini s strani moškega, za katerega tožilci pravijo, da je vzel življenje. In ta moški naj bi bil nekdo, s katerim je bila v razmerju približno desetletje. 30. aprila vrnimo se na ta grozen dan v Schaumburgu v Illinoisu. To je tik ob Chicagu. Oblasti so se odzvale okoli 9:20 zvečer. Šlo je za preverjanje, ali je z njo vse v redu. Catherine Torbick, klicatelj, je povedal, da je niso slišali in so bili zaskrbljeni. Ko je policija vstopila v hišo, pravijo, da so jo našli. Sprva je policija povedala, da so bili znaki poškodb, vendar je to, kar naj bi se v resnici zgodilo, še veliko hujše od tega. V hiši so našli tudi njenega domnevnega morilca, 56-letnega Kevina Modickega. Policija pravi, da so ga našli v garaži. Po poročanju CBS Chicago sta bila v zvezi približno desetletje, vendar sta se prejšnji mesec razšla. Policija pravi, da so v času, ko so naredili to grozno odkritje, zoper Kevina Modickega je bil izdan, a še ne izvršen, nalog za prijetje zaradi hujšega nasilja v družini in je bil povezan s tem, kar naj bi storil Catherine Torbick pred nekaj meseci. Modický naj bi jo marca spravil v bolnišnico. Zdaj se seveda pojavijo velika vprašanja, ko slišite to. Kako se je to lahko zgodilo, glede na to, da je bil Modický pred kratkim znan organom pregona zaradi domnevnega nasilja nad žrtvijo v tem primeru, Catherine Torbick? Sodni dokumenti, ki so jih pridobili lokalni mediji, pravijo, da je imel Modický v žepu snemalno napravo, ko so ga policisti našli v hiši. In to, kar pravijo, da je na njej, je nekaj, kar bo ostalo z najbolj izkušenimi preiskovalci zavedno. Trdijo, da Modický ni le ubil Torbickovo, ampak naj bi jo tudi mučil in spolno napadel približno 7 ur. CBS pravi, da se na neki točki tega posnetka, ko slišite, da se grozote nadaljujejo, sliši Modickega, kako reče nekaj v smislu, da je čas za zabavo. In na to se je mučenje domnevno nadaljevalo.
Zdaj organi pregona trdijo, da se je snemanje začelo okoli 2 ure zjutraj in trajalo približno do 9:30 zjutraj. WGN poroča, da so zadnje 4 minute tega posnetka ujele, kako naj bi bil Torbig zadavljen do smrti. Tožilci pravijo tudi, da lahko slišite Modickega. Preden govorimo o tem, kaj je še rekel v grozljivih trenutkih pred smrtjo Catherine Torbig, moramo govoriti o njegovi domnevno nasilni preteklosti. Ja, odprli bomo. Velika otvoritev bo konec januarja, začetek februarja. Spremljajte nas, da izveste točen datum. Torej, to je video, ki smo ga našli na YouTubu, kjer je Kevin Modicki leta 2023 na veliki otvoritvi enega spa centra. Modicki ima brata, ki naj bi bil plastični kirurg v Južni Kaliforniji. Leta 2017 je Kevin pomagal svojemu bratu odpreti medicinski spa v okolici Chicaga, ki se je imenoval Modicki Med Spa. Tukaj je Kevin avgusta 2021 na Facebooku, kjer ljudem pravi, naj pridejo mimo. Toda v tem času vidimo tudi, da stvari niso potekale gladko. Tožba je med Kevinom in njegovim zdaj odtujenim bratom ter poslovnim partnerjem. Catherine je dejansko omenjena v tej tožbi, ki nam tudi ponudi vpogled v njuno razmerje. Kevinov brat, ki je uspešen plastični kirurg, je obtožil Kevina, da je poneveril denar iz Centra estetske medicine na območju Chicaga. Rekel je, da je novembra 2021 odkril, da Kevin ni pravilno vodil poslovnih knjig. Kevin naj bi domnevno porabil skoraj $500,000 iz njunega Centra estetske medicine za osebne stroške. Tožba zdaj trdi, da sta brata pripravila tudi načrt, po katerem naj bi kupovala drage in klasične avtomobile ter jih nato prodajala z dobičkom. In kot naj bi dogovor potekal, bi Kevin vzel denar, kupil avto in nato avto registriral na ime podjetja. A Kevin naj bi avtomobile registriral na svoje ime. Kevina so obtožili, da je uporabil tudi polico življenjskega zavarovanja svojega sina, da je kupil avto za $110,000. Tožba razkriva, da je Kevin, ko ga je brat soočil, bratu grozil s smrtjo. Njegov brat je nato pridobil prepoved približevanja proti Kevinu. Kevin je bil tudi odpuščen kot vodja tistega centra estetske medicine v Chicagu, ki je očitno zaprl svoja vrata okoli leta 2022. Tukaj je v tožbi omenjena tudi Catherine. Domnevno je bila Katarina prisotna, ko je Kevin opravil enega od teh sumljivih nakupov avtomobilov. V enem primeru sta se po navedbah tožbe februarja 2021 odpeljala v Brownsville v Teksasu, da bi kupila avto za več kot $80,000. Nato je omenjeno, da je Catherine dejansko pričala v zadevi in trdila, da je Kevin te drage avtomobile kupil z denarjem, ki ga je Kevin označil za svoja sredstva, ter da so bili avtomobili registrirani na njegovo ime. Težava je, da se je zdelo, da je bil Kevin frustriran, ko mu brat ni hotel poslati denarja. Sodišče je sicer razsodilo v prid Kevinovega brata, vendar se zdi, da se je Kevin na to odločitev pritoževal še letos. Zdaj, leta kasneje, po letu 2021, ko so se Kevinu Modickemu očitno finančno stvari popolnoma podrle, je zdaj obtožen, da je ubil Catherine Torbig. Tožilci pravijo, da je na zvočnem posnetku slišati, kako Modicki obtožuje Catherine, da ga vara, kar ona zanika. Prav tako pravijo, da mu ona kriči, naj preneha, ker jo boli, a on nadaljuje. CBS navaja, da je Catherine poskušala pobegniti, vendar naj bi bila domnevno zvezana z lepilnim trakom. Na koncu posnetka naj bi Modicki izjavil, da si bo vzel življenje, vendar se to ni zgodilo. Bil je aretiran. Še bolj srhljivo pri vsem tem pa je, da CBS poroča, da je Torbig ustvarila videoposneto izjavo za policijo, ker se je bala, da jo bo Modicki nekega dne ubil. Dne 12. marca je proti njemu vložila kazensko ovadbo in očitno jo je to zelo skrbelo. 12. je bila hospitalizirana po domnevnem napadu Kevina Modickega. Hkrati pa poročajo, da sta Modicki in Torbig v času umora živela skupaj. Policija je izjavila, da o tem domnevno niso bili obveščeni. Modicki je zdaj v priporu, obtožen je umora prve stopnje in 3 obtožb hudega spolnega napada. Naslednjič se bo na sodišču pojavil 23. maja. Pridružite se nam zdaj, da o tem spregovorimo več. Upokojeni poveljnik detektivov čikaške policije Will Svilar. Torej, WBBM v Chicagu je bil vir, kjer sem videl, da je bil proti Kevinu Modickemu še odprt nalog za prijetje zaradi domnevnega incidenta družinskega nasilja marca, v katerega je bila vpletena žrtev v tem primeru Catherine Torbig. Kako, in nimamo vseh podrobnosti tukaj, ampak kako to običajno poteka? Če jo je napadel marca, so ga policisti nameravali obtožiti hudega napada v okviru nasilja v družini. Kako je še vedno na prostosti in tako blizu žrtvi, da je lahko domnevno vzel življenje?
Ja, nisem prepričan, kaj mislijo s tem, da je v teku. Edino, kar mi pade na pamet glede tega je, um, ali so čakali, da jo zaslišijo, da bi izdali naloge za prijetje. Ker morajo to narediti na podlagi informacij, ki jih ona poda. Ampak pri družinskem nasilju lahko aretirajo tudi brez naloga. Lahko aretirate tudi brez tega, da prijavitelj ali žrtev zahteva pregon, če vidite dokaze o zlorabi. Ali to pomeni, da je bil nalog že izdan, vendar ga še niso izvršili, ker ga niso mogli najti? Ne vem točno, kaj s tem mislijo, ampak to je grozna, res grozna situacija v celoti. Neizvršen nalog, nisem prepričan, kaj to pomeni. Ampak Bog pomagaj, kakšen grozen primer. Res je, veste, in čez trenutek bomo prešli na zvočni posnetek ter grozo, ki je bila na njem ujeta po navedbah policije. Veste, ko pogledate te primere družinskega nasilja, so izjemno težki. To naj bi bil par, ki je bil skupaj približno desetletje. In verjetno, če si policist in tudi v tem primeru, kjer ni jasno, kako sta se tisto noč sploh srečala, kdo je šel kam, vem, da poročajo, da sta še vedno do neke mere živela skupaj. Kakšni so izzivi, s katerimi se soočate v takem primeru, kjer je očitno prisotna zgodovina fizičnega nasilja? Kaj lahko policija stori, da zagotovi, da se dve osebi držita narazen ali da se on lahko drži stran od nje? To je zelo težko. Če ena ali obe strani tega ne bosta storili, če oškodovana stranka še naprej vzpostavlja stik s tistim, ki jo je prizadel, je za policijo zelo težko kaj storiti glede tega. Kar me zanima je, ali obstaja prepoved približevanja, ali ona zaprosi za prepoved približevanja. Lahko izvršimo prepoved približevanja, če se on približa na določeno razdaljo, vendar mora ona zanjo zaprositi. Vzorec tega družinskega nasilja, ki se konča tako nasilno, napreduje. Začne se z zaušnico, potem pride do tega, zdaj pa se konča z umorom. Težava je v tem, in ne vem, kakšne razloge imajo ljudje, da ostajajo v odnosih, finančne, čustvene. Ne poznam razlogov, vendar je največja ovira, ki jo vidimo kot policisti na prvi liniji, dejstvo, da tudi če obstaja prepoved približevanja, se včasih iz kakršnega koli razloga ne držijo stran drug od drugega. In to se spremeni v nekaj takega. Ja, in žal smo videli že toliko primerov nasilja v družini, kjer to preprosto ni. Ne bi rekel, da to poteka premočrtno. Veš, so ljudje, veš, so vzponi in padci. In je lahko res težko za policijo, da poskuša, veš, narediti vse, kar lahko, veš, v teh situacijah. Prejdimo k temu zvočnemu posnetku, ki je resnično grozljiv. In ti, kot nekdo, ki je v svoji karieri preiskoval veliko umorov na območju Chicaga, samo, veš, bil sem res presenečen že samo ob branju podrobnosti te zgodbe. Mislim, kako pogosto? No, verjetno to ni najboljši način, da to povem, ampak kakšna je bila tvoja reakcija, ko si slišal za teh 7 ur, ki jih je domnevno preživela v rokah tega moškega? Vse, na kar lahko pomislim, je groza, strah in vse, kar je to dekle preživljalo teh 7 ur. In ali je to namerno snemal? Mislim, to je res, to je bolno. In jaz, srce me boli ob misli na to dekle, ki je morala vse to pretrpeti. Ne glede na situacijo, kot sem že prej govoril, tudi če se je vrnila k zlorabljavcu, ne glede na to situacijo. Zadnje ure njenega življenja so bile grozljive. In samo to, da je bilo to posneto, sem imel primere, kjer je prišlo do naključnega snemanja, ko je bil telefon vklopljen ali je bilo nekaj pozabljeno vklopljeno in si to po nesreč posnel. Ampak če je bilo to namerno, sploh ne vem, kaj naj rečem o tem tipu. Ja, in mislim, da z vidika preiskave, veš, imaš policijo ob 21:20 zvečer 30. aprila. Nekdo ni uspel stopiti v stik s Katarino Torbek, zato so poklicali na ta naslov, da preverijo, ali je z njo vse v sredu. Vstopijo noter in najdejo njeno truplo. Nato pa najdejo tudi Kevina Modeckega, pravijo, v garaži. Kako, torej imaš, veš, ti dve osebi? Jasno je, da si verjetno že takrat razumel, da bo on obtožen, da je vzel življenje. Kaj narediš naslednje, ko poskušaš vse to sestaviti skupaj? Mislim, zdaj imaš, čeprav je to grozljivo, veš, ta zvočni posnetek, ki je lahko zelo, zelo močan dokaz za razrešitev tega primera. Ja, mislim, to je pač kot katerakoli druga preiskava umora. Moraš pregledati kraj dogodka, temeljito pregledati kraj dogodka in prepričan sem, da so tam naleteli na ta zvočni posnetek. Obdelaj kraj dogodka, veš, odpelji osebo v zapor, jo obdelaj tako, kot je treba
in potem nadaljuješ s postopkom primera. In več kot pri vsakem drugem primeru je ta zvočni posnetek samo še en dokaz. Tam je še več drugih dokazov. Vzel boš vzorca od njega, pri njej boš vzel ostružke izpod nohtov. Naredil boš vse, kar bi naredil v primeru zlorabe ali posilstva, umora, kar bo ta primer tudi postal. Posnetek je obremenjujoč. To je zvočni posnetek, ni video posnetek. To bi bilo še bolj obremenjujoče. Ampak to je tudi le en del preiskave. Treba ga je ustrezno obdelati, moraš skozi forenzično analizo in na to moraš zgraditi svoj primer, kot pri vsakem drugem umoru. Kakšni so izzivi, mislim, za tako grozljiv primer? In mislim, da je od zunaj jasno, kaj naj bi se tukaj zgodilo, vendar so sodne dvorane lahko zelo drugačne, glede na to, kako se zagovorniki lotijo stvari. Kateri so nekateri izzivi, s katerimi bi se zdaj soočali na tej točki? Recimo, imate ta zvočni posnetek. Kakšne so omejitve pri uporabi tega, ko primer peljete do obsodbe? No, nekdo bo moral povedati, čigavi glasovi so to bili. Nekdo bo moral reči, to je moja hči, to je moja sestra in to je ta moški. Nekdo bo moral stopiti naprej in reči, kdo je kdo. Tako da, veste, in spet, morda se sliši neumno za tiste, ki poslušajo, ampak to je stvar obrambe. To je tisto, kar počnejo. Ne morete dokazati, da je to moj klient. No, lahko, zaradi tega. Kot sem rekel, to je en del tega. Govorili bodo o duševnem stanju. Govorili bojo o tem, vem, da sem prebral v članku, da so rekli, da je bil omamljen ali pijan ali pod vplivom, to bodo uporabili. Rekli bodo, da ni bil v pravem duševnem stanju. To so vse obrambne stvari, ki jih lahko uporabijo. Srečno s tem. Ker koliko lahko kot tožilec pokažeš ta vzorec zlorabe skozi leta, mislim, da bo imel velik problem. No, in tudi, če bi podali tak argument, kot naprimer, da je bil on omamljen, ne vem, kakšen bi bil argument glede duševnega zdravja v tem primeru. Ampak glede na to, kako potekajo primeri v Illinoisu, kjer ni smrtne kazni, kako bi karkoli od tega omililo karkoli, kar bi se lahko slišalo na tem zvočnem posnetku? Veš, in prav imaš. V določenih primerih, kot je ta, bi morali imeti smrtno kazen. Vem, da je veliko ljudi proti temu. In veš, nočeš usmrtiti nekoga, za katerega misliš, da je morda nedolžen ali kaj podobnega. Ampak če to ni primer za smrtno kazen, potem res ne vem, kaj je. Kot tožilec bi rad vodil ta primer. Zdi se, da so dokazi prepričljivi. To ne pomaga temu dekletu, to ne pomaga njeni družini, ampak mislim, da bodo v tem primeru v redu. In spet, kaj je odvračilni ukrep za tega človeka? 100 ljudi. Dosmrtni zapor. Mislim, to je to, veš, imaš to osebo. In potem smo malo raziskali njegovo preteklost. Veš, zdi se, da je imel v nekem obdobju svojega življenja dostop do veliko denarja. Ampak v zadnjih 5 letih, mislim, je to popolnoma drugače od osebe, ki jo vidiš na tisti policijski fotografiji. Koliko pri preiskovanju tega primera dejansko šteje zgodovina odnosa med tema dvema osebama, v primerjavi s tem, veš, kaj je res pomembno. Na vse zadnje imaš vse, kar se je zgodilo v tistih 7 urah, ki jih slišimo na tistem zvočnem posnetku 30. aprila. No, ko govorimo o tem z našega vidika, z vidika policije, z vidika preiskovalcev, to sploh ni pomembno. To sploh ni pomemben, kakršenkoli je bil odnos. Veš, lahko bi bil najboljši odnos na svetu, a v tistih zadnjih 7 urah je to dekle trpelo. Na to se osredotočam. Osredotočam se na to, da sestavim čim močnejši primer. In ko govorimo o tožilstvu, ki ne le da mora predstaviti svoj primer, ampak mora tudi razmišljati o tem, kaj bo naredila obramba, to je pomembno. Lahko se uporabi kot argument. Mislim, v tem primeru pa ne vidim, kakšen argument bi sploh lahko predstavili, ne glede na okoliščine okoli odnosa. Kako pogosto bi rekel v svoji karieri, in to govorim bolj na splošno o teh primerih nasilja v družini, ker mislim, da je velikokrat lahko prišlo do prejšnjih stikov s policijo iz kakršnega koli razloga, veste, z nasilnežem. In potem je v nekaterih teh primerih veliko kritik na račun policije. Veste, spomnim se zelo drugačnega primera, ampak recimo Gabby Petito. Vsi gledajo tisti posnetek s kamero na telesu in seveda imamo prednost pogleda za nazaj. In potem je tu še velika kritika policije. Kako pogosto kot policist prihajate v situacije, kjer gre morda za klic zaradi nasilja v družini in poskušate ugotoviti, ali se tukaj dogaja še kaj več? Ampak potem odidete, kjer v nekaterih primerih v tistem trenutku res ne morete storiti ničesar.
In potem, veste, predvidevam, kako pogosto vas skrbi, da bi se lahko nekaj zgodilo. In je tako, ja, bili smo, veste, šli smo v hišo, ampak v tistem trenutku res ne moreš napovedati prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Zakon je zdaj glede tega precej jasen. Če vidite dokaze o zlorabi, odpeljete storilca, ne glede na to, ali si žrtev to želi ali ne. Mislim, zelo jasno je, in spet, bil sem v takih situacijah in pred davnimi leti kot patruljni policist, ko si poskušal ljudi ločiti in si rekel, naj te peljem k tvojemu bratu, tvoji mami ali kaj podobnega. Tega danes ne počneš več. Zdaj, če vidiš zlorabo, moraš aretirati. In spet to bi lahko samo odužilo situacijo, ampak narediti moraš vse, kar lahko. In mislim, da ne vem, kaj še bi lahko naredili, moramo narediti več, da zaščitimo te žrtve nasilja v družini. Ampak kot policist lahko narediš samo to, da aretiraš osebo, kar tudi moraš storiti. Absolutno. In v tem primeru, in to je tisto, kar naredi, veš, in bomo videli, kakšne dodatne informacije bodo prišle iz policije glede prejšnjega stika. Ampak recimo, da imaš Katarino Torbič, ki naj bi 12. marca šla v bolnišnico, ker jo je Kevin Modicki domnevno napadel. Potem obstaja očitno posnetek, ki ga je ona posnela, za katerega CBS News v Chicagu pravi, da ga je posnela za policijo, kjer je izrazila skrb, da jo bo on nekega dne ubil. In potem imaš ta dogodek, samo s temi informacijami, ki jih trenutno poznamo. Kaj ti najbolj izstopa oziroma kakšna vprašanja bi še imel glede konteksta te situacije? Veliko ljudi se sprašuje, kako je sploh prišlo do te točke. No, mislim, spet, kar sem omenil prej, kje je prepoved približevanja? Ali sploh obstaja prepoved približevanja? Ker to vsaj daje organom pregona neko orodje, da lahko posredujejo v taki situaciji. Očitno ona ne more poklicati po telefonu, če je 7 ur zvezana. Ampak ali je prepoved približevanja v evidenci? In vem, da ko smo napoteni na domove, vprašamo, ali obstaja zgodovina nasilja v družini. Ja, to je že 4. ali 5. klic iz te hiše. Torej, tudi če si nov na terenu, imaš te informacije, ko vstopiš, ampak do tebe morajo priti. Kot sem rekel, želim si, da bi vedel, ali obstaja prepoved približevanja, ker je to vsaj neko orodje, ki ga lahko organi pregona uporabijo. Tudi s tem, mislim, in žal smo videli veliko drugih primerov, kjer obstaja prepoved približevanja, pa se nasilje vseeno zgodi. Kakšen vpliv ima to lahko pri preprečevanju, veste, na koncu dneva, pri preprečevanju nekaterih teh primerov, kjer tudi če zakon pravi, veste, če bi bil celo aretiran zaradi nasilja v družini, bi morda lahko plačal varščino in bil izpuščen. In kaj bi ga sploh lahko ustavilo v tistem trenutku, da tega ne bi storil, če je to res tisto, kar naj bi želel narediti? In to je moja poanta. Nič. To je moja poanta. Morajo obstajati še druge stvari, ki pomagajo zaščititi žrtve družinskega nasilja. Mislim, mogoče, ne vem, je to več zatočišč, da se lahko umaknejo iz situacije, veš, več krajev, kamor lahko odpeljejo svoje družine. Samo to je grozna stvar, ker veš, govorimo o prepovedi približevanja, kar je dobro imeti, ker imaš vsaj nek papir, na podlagi katerega je mogoče ukrepati, ampak je to še vedno samo papir. In na koncu, če storilec želi priti do te osebe in je ta oseba dosegljiva, tega ne moreš preprečiti. Ja, in to je res grozen primer. Res je težko iti skozi podrobnosti tega, kar naj bi bilo na tem zvočnem posnetku. In moraš pomisliti tudi na detektive, preiskovalce, ki morajo poslušati vsako sekundo tega in zapisovati, kaj se je dogajalo. Veš, to je zagotovo ena tistih stvari, ki ostanejo za vedno. Veš, tega preprosto ne pozabiš. In mislim, da je že samo branje tega na papirju zelo težko. Upokojeni poveljnik detektivov pri policiji v Chicagu, Wilson V. Larr. Vedno je odlično, da ste z nami na Long Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Chris. Preden zaključimo, želim to pokazati na zaslonu, ker je pri takšnih zgodbah zelo pomembno, da govorimo o tem, kar tukaj gledate. Če ste vi ali kdo, ki ga poznate, žrtev nasilja v družini, lahko pokličete nacionalno telefonsko linijo za pomoč žrtvam nasilja v družini na 1-800-0799 SAFE ali pošljete SMS z besedo START na 88788. Lahko ostanete anonimni. Dosegljivi so 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je vse za oddajo On the Case. Predstavljajo Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.